tukaj smo zato, ker pač ona dva sta se ljubčkala. Povej, kaj je bil tvoj spot? V meni vlada nemir, on je kriv za vse noči. Let's go! Dober dan! Dobrodošli v podcastu. Dobrodošli nazaj, Jure. Člani podcast. V člani podcast. Najboljši podcast v Sloveniji. Po naši raziskavi. Tako, kaj, statistike ne lažejo. Dobrodošli nazaj, like, comment, share, subscribe. Danes imamo z nami... Koga, Jure? Ari. Jano. Lu. Pevko. In skladateljica. Skladateljica. Make-up artistko. Tudi, med drugim, res je. In v prostem času včasih še natakarica. Ne včasih, kar prevečkrat, če me ne vprašaš. Ampak glej, treba zaraditi cash. Treba zaraditi cash, da se lahko sledi sanjam. Tako, ker živimo v Sloveniji. Tukaj imamo še Jureta, ne, imamo Mateja Rimaniča, slavnega TikTok ustvarjalca, edini verifijen TikToker v Sloveniji, zmagovalec v Kanu, lepotec, fitneser, ustvarjalec, ni da ni. In seveda tudi Jure. In kao, to je to. Ker če Jure ne predstavlja pol so črički. To. Kje so? Ne, dol, tle. V glavnem, Arjana, kaj je bil kaj tvoj teden? Moj teden je bil ful naporen in ful zabaven v bistvu. Smo snemali, kaj je bilo to ta teden, prejšnji teden? Ne spomnim. Prejšnji teden smo snemali. V glavnem, jaz smo snemali video spot. Pa če vas sploh ni bilo prejšnji teden, bilo pred 2 tedni. Ja, mislim, ampak dobro, jaz živim še vedno tam. Tako da pač, do takrat se mi ni nič drugega zgodilo. V glavnem, snemala spotič in spot spisu ven. Tako je, prišel je ven v ponedeljek, 8.8. Čekirajte. Link v descriptionu. Yes. In bila sem v Bosni na svadbi. Kdo se ženi? Je bilo 300 folka, mislim, da malo več. Sem doživela kulturni šok, ker nisem več navajena na toliko folka, še posebej na toliko folka, ki nobenega ne poznaš. Vse na novo nekaj spoznavati. To preko fantove? Ja, preko fantove družine. In ko so začeli streljati. AK-47. Je rekel, da začutil, da je kao, to bilo ful malo. Pa je prišla še nevesta ven, ki to je pač... Ko so želi streljati? V zrak, ne, kao veselja. Tu. Brzostrelke? Brzostrelke? Ne, neke pištole, ampak fake metki. Ja, misliš slepi? Ja. In dobro, pol itak do zvečer sem se že navadila, samo res je bilo, fuck. Vojna. Kaj se dogaja? Ali bom umrla danes, ali ne? Ne. Je bilo pa mega, res je bilo mega. Sem tu i pela. Pa dobro, če gledaš z ene strani, mi tle mečemo riž, pač kar je wasting food, oni pač streljajo. S kje je prišla ta tradicija z riža? Z Kitajske. Ha! Tudi šaljivka v prostem času. Ja. I try. No, še pela si na poroki. Prva tvoja poroka, kjer si pela? Prva poroka, kjer si pela? Veš koliko let nazaj. Po mojem sem imela 15 let. Ma dobro. Krat nisi bila še uveljavljen artist. Dobro, še zdaj nisem. Zdaj si I'm climbing my way up, počasi, ne. Tako. Ja. Ne, drugače res, moja prva poroka, mislim, da sem imela 15 let in... Kako ste se ločili s tem? Ja, ni šlo, pač ni šlo. Ti bi hotel otroke. Kaj bi imel otroke star 15 let? Ne, ampak... V glavnem, prosti, če imajo občinstvo kakšne zanimive ženske goste, povejte, predlagajte, da jih povabimo, ker takrat je Jure zabaven. Jaz si kar naenkrat ti poka dobre, pravno, odkje pa to? Ja, če se mora dokazati, štekaš. To je petelinjenje. Ko pao, veš ki. Mating call. Razprši svoja krila. Oh my god. V glavnem, bilo lepo. Ja, bilo je zelo lepo. Ampak pač pot voziti se, za nazaj smo se vozili 6 ur. Smo prišli domov, smo bili nekakvi. Ampak dobro, pač Bosna, kaj češ? Dobro, 6 ur, kaj ni to še dobro? Ja, ma smo bili v Bihaću. Veš, kje je to? Ne.
Plitvička jezera Ja? in takoj kaj tam? 20 km stran. Oh, fuck. Koliko dni ste bili tam? Samo za vikend, petek, sobota in na nedeljo smo se Vi ste vračali. malo produžili tamo, malo, a? Mogli bismo, Ali- ako se ne bi trebalo raditi. Aj. Staš, zdaj moraš dati pod napise spodaj za vse naše slovenske Ja, gledalce. prosim. Jurček, Če že pičeš na murter, bi samo Ja, ne na Murter, na Mljet. na mljet, sorry, ja. Ni to isto. Bi samo produžila tam. Kaj, Jurček? kaj si ti kaj delal ta teden? Ma nič kaj delal. Ti, ko je bilo na dopustu župa. Delal. Ja, bil sem 10 dni na dopustu zdaj, bil sem na Tenerifih. Bilo je full dobro. Uspeli smo 8 od 10 dni žurat. Tako da to je, sem gotovo limit za moje telo, ker je več kot toliko vsako noč spati ob 6 ali naslednji dan ob 6 zjutraj. Je že kar Kaj si zdaj naporno. rekel? Da naslednji jutro id spati ob 6 je kar naporno. Okay. Če ti prepovem še enkrat. Kako si to, jereš, da je dal neki Ful skupaj? čudno, Prav ja. zjutraj, zvečer, Ja, spat zato ker zjutraj zvečer- 6. Ko jaz, ko probam. Kaj je že uni video, uni mali? Do you think that you can... V glavnem limita. V glavnem, ja, 8 od 10 dni je limit za 2 človeka, koliko lahko žurajo. Bil sem na pool partiju, razbil sem očala, tam tudi. Matej je rekel, da to vas ne bo zanimalo, ampak jaz mislim, da vas bo. Ne, pač pehecno mi je, ko si rekel tako pred podcastom, v čem bomo debatirali. Jaz bom povedal, da sem razbil očala, tako da sem ful vesel, da si povedal, da si razbil očala. No, sem razbil očala. Kaj una tvoja bogata? Ja, Na, bogata. Ona tvoja bogata. Draga očala, Draga, ja, ja. in zdaj moram zamenjati leče, verjetno mogo menjati obe. Po mojem obe. Ja, Neče ti menjajo. veš kaj bi rad menjal, ker zdaj so samo, veš kaj mi gre najbolj na... Mi gre najbolj na živce, mi gre to, da zdaj, če imaš iPhone-a in če imaš očala, ki so samo z UV filtrom gor, ti ne dela Face ID. Kaj res? Moraš imeti še polarizirano, ti dela Face ID. In to je ono, dobro, ful dobro, bo meni za polarizirane reče. Ma jaz mislim, da ni toliko fora v tem, fora je v bistvu samo v tem, če se ti vidijo obrvi, ker pač je oblika tvojega obraza, ker meni na vsaka očala dela. V prostem Pa času imam tudi se- programerka pri Applu. Ne vem, tako sem jaz prebral, zdaj lahko se motim. Mislim, lahko da sem po nesreči zhekala, veš. Mislim, jaz Ne imam vem. tako vedno pač oska majhna očala, ker imam to osko faco. Ne vem, Moje sem to to bral, je sem zdaj šel brati tega. jutri, zakaj mi ne dela. Zakaj te ne bi, mene prepozna s sončnimi. Če te prepozna z masko, so zdaj naredili update. Ja, Pol ampak face z masko je skriva. prav posebna funkcionalnost, ampak da ti to je prav, zraven to ima sončnih prav, ja pa jaz meni ni delo nikoli z očali. Okay. Pa dobro, zdaj ti dela, ki nima šipce. Zdaj lahko nosiš. Samo tako. Tako da ja, no. Ok. Kaj je bilo kaj na Tenerifih? Opa. Opa. Torej smo surfali, bili smo na vulkanu, pač ta otok je res, ono, tako je majhen, mislim, da je tretjina od Balija, ne, če se primerjam s tem, ki sem bil. Ni majhen. Ampak je toliko stvari, mislim, res je full. Greš iz enega ekstrema v drugi. Na enem je puščava in pol greš tam je rainforest gor. No, ja, meni je bilo to ful zanimivo. Imeli smo pando, Fiata Pando smo rentali, pomemo 6 konjev. Jaz in Luka 2x100 kg notri. V en klanec smo mogli porivati. Je mogel porivati avto gor, ki ni speljal gor v klanec. In pa se en klanec smo mogli vzeti za let. 2x je bilo puna gor, da je šel. Pa čuni avto tudi je preživel z nami. Pol pa so bili z nami še enkrat še 3 ljudje, ki so šli pač iz hostla, ne smo rekli, če greste z nami. V avtu? Ja, Oh, fuck. vse oni so bili zadaj, tako da. To je ful razlika, veš. So bili zadaj. Kaj, boš zadnji ali boš zadnji? In ja, in tudi smo hoteli to na restauraciji, smo mogli ven z avto vsi, da je speljal avto v klanec. Grave. Ampak ja. Šli z avta, avto je speljal. In kaj pol? Ja, oni so šli peš. Ne, pa so šli nazaj v avto, ker je bilo bolj ravno, ne? Mislim, je bil samo klanček, pizda, tak klanček pred restauracijo. Jedel sem polže, stari. Kako so použi? Ej, škifo, res niso dari. Kako, kaj so... kako Čuji. pravijo? Pač to jaz sem jedel neko paeljo, paella, sorry. Veš? Ne vem, zakaj sem to vedela, ampak mislim, da je paella. Ja. Bravo. Ki je 2 l-ja. Paella. Ja, se neki paella. Tako pojo. Mislim, da imaš prav. Paella. Podcast je poučen podcast. No, in je, tipo sem se slikal pol z nekim tipom, veš, kaj je to smešno. Tip sedi, ta je neko kuhar, ki kao gre na državno tekmovanje v kuhanju paella, ne.
In jaz kao tako slikam in ti ponovisite kao njega slika. Slika tu nekaj, ki je kuhal, ne? No. In pa tako, da kao pridi se slikati malo. A zvoni, ki si dal na story. In pa smo bili, jaz se kao objeti in dali sol gor. Pač legendarno je bilo, to je smešno je bilo. In pa gledaj, to je bilo, jedu je bila z zajcem, z polži in ne vem, še nekaj drugega je bilo, zraven piščanec. Pa je, ja. Pač rižota. Okay. Rižota. In kaj te polži so sluzasti, so trdi, so Trdi. žvečljivi? Jaz sem tako, res kot polž ima okus. Lej, če vidiš, da je polža... Ja, ona sem tako vzela polža na cesti. Če vidiš polža, točno takšen okus ima, tak zemljast. Zemljast, veš ono polž. Pač polž. Zemlja. Ni nekaj, da bi pričakoval, da je res ono full doro, men ne more biti, če polž. Ja, dobro, ajde. Ker recimo žabi kraki, ajde, ko piščanec ba je. Ba je, ne bi vedela, tega res nisem. Ampak težko bi rekel, da za žabo ima okus po piščancu. Ma za polža pa lahko rečeš, da ima okus po polžu. Ja, sej, make sense, mislim tako, ja, sej, ko pomislim, kaj praviš, se strinjam, totalno, totalno. Tako da ja, to je bilo tako fan, surfal sem, drugače, če greste surfat, ne surfat na Tenerife, ki je full zoprno, ker je full kamnov, Peter je na Portugalsko surfat. Kaj bolj peščeno? Ja, samo je peščena, veš kaj bilo to, spomno je peščena plaža, samo ravno, nisi videl konca. Hudo. Tam pa je bolj kamnito in sem se cel nekaj malo prefukal. Ma ja, lej, v glavnem... Kakšna štorica? Štorica. Dvakrat sem skoraj umrl na cesti, tam vozijo fuknjene. Ceste so ful lepe, ampak ful oske. Tako da jaz, če bi imel moj avto, jaz ne bi prišel nikamor, po mojem. Tako da ona pandica je bila res ono ko gokart, samo ki ni šla nikamor. Taman, no, in širina je. Ja, pač folk je en tip je pripičil tako, da sem jaz mogel veš ono iti na ven in ucukniti notri tako avto. Če jaz ne bi tega naredil, bi se tam spokali, pa ne vem, kaj še z njega prikodice, ne spomne se. Ne spomne se, to je problem. V glavnem nisi se onegavil. Ne. Kar nekaj. Mislim, če greš na dopust, greš na dopust. Ne. Lej. Eni so imeli več sreče, eni malo manj. Ma dobro, lej, vsaj si smel lepo. Sem pa videl, to flako pojem. Povej. Pridemo ob 6 zjutraj, jaz si loka lepo iz žurke. Pogledam tako, veš, ker mi smo imeli, hostel je imel tako 3 hiše, ne? In pridemo, mi dva v to našo in vedno sem pogledal tam v main house, če je kdo še kaj v džiru, ne? Pač da vidim, tako pokukam in samo 2. Na polno sredi hostla. A ti? Jaz sem počkeral, Luka, gledaj, Luka. In smo gledali, nismo videli, kdo je. In pa smo pogruntali, veš, ko sem pol, ki je v hostlu tem so prostovoljci. Torej, veš, poznate Upwork? Ja. To je, v bistvu ti lahko greš delati nekam za ston, ampak tam za ston spiš in ješ. Okay. In tam je ful teh prostovoljcev, ne? Ful teh prostovoljcev. In tako, naslednji jutro pride ena, ki je bila podobne oblike, kind of uni, in pride tako čistiti sobo, in jaz ono, kaj ti, kako je bilo včeraj, ki smo šli vsi ven uni večer, ne? Kaj ti, kaj je včeraj, kje je bila? In ona, ni, čevo, smo prišli, kdaj pa si prišel domov? Jaz ono, ona reče tako, ne vem, ob 6, jaz ono, s kom pa si bila? Ok, interrogation. Ja, ne, ona ni štekala sploh, ne? In pa ko sem gotov z vprašanjem, da ni bila ona, sem rekel, da se ena dva pač tam pokala, ne? In ona rekel, pizda ti mater, ta vprašanja si jaz spraševal samo zato, da zveš, če sem bila jaz. Jaz sem ono, ja. Dobro, je ful hitro pogruntala. Tako da pol smo ugotovili, kdo je bil. Lušno. Tako da, ja, tako da neka nemško-australska naveza. Dobro, kaj so se imeli mega. Ja. Škaj delajo taksisti tam smradi? Ti pa pride 8,50 € taksije in tako on ti da vnotri vkuca 10. Jaz kaj 10? Tako vprašam in tako on meni, for coffee. Jaz ne, not ben coffee, 8,50 € piše tle, ne? In ti pa, fucking turist in tako napiše not 8,50. Jaz dobro, stari, sorry, pač veš kaj še pač lupijo. Ja, lupijo ko, če to Španija, ne? Lupijo ko banane, folk, ne? Mislim, ja, sej, okej. To ni način. Sej, po mojem bi mu dal mančo, če on sam ne bi prosil za njo. Ni sploh prosil. Ni da je prosil, ja, on je kar Ti si vzel mančo. In jaz sem samo tako, dobro, ne bom ti dal. Prvo, v principu, da napiši 8,50 in vozi se, stari, razumeš? Zakaj, kaj jaz, ko delam nekaj, veš, vse dobimo, veš, kaj dobiš plačo, si delaš tam, ne? Mislim. Ja, dobro, jaz delam v gostinstvu, veš.
Ja, okej. Ampak Dobim ti nekdo pač. ti ne daš... Ti ne natipkaš notri za kapučin 15 €, Ne, ajde, pač to rabi res manjšo. Tako, malo take čudne. Ampak tudi Tenerife niso tako poceni, če folk pravi, da so poceni, niso poceni, pač so dragi. Recimo en trenzovni klub, Papagajo, je bil 35 € na glavo. Ma jaz mislim, da je to zdaj letos šlo tako. Oziroma po koroni nasplošno je se, šlo ma vse vse gor, veš, ker itak, itak ja. kaj, bili smo 2 leti na pauzi, Ja. cel svet. Tako da no. Edino, kar je občutek teh Tenerife, je kot da so malo fake, ker je vse preveč urejeno. Okay. Prav, Veš, ko prideš... Nikjer smeti in to. Ne to, vse je tako spedenano, razumeš, da zgleda, kot da si v neki simulaciji. Pač vse veš, lepa cesta povsod. Matrix. Palme vse lepo, vsi hoteli lepo. Disneyland, stekaš. Pač res, kot da si... Meni manjkalo malo kaosa, veš, tipa tega balkanskega. Malo veš, da malo... Pa ne štimali jih vse kurc, Malo ne? narave. Ja. Pa malo imaš občutek, da živiš v pravem svetu. Ne polno pisa vse v nulo, razumeš? Dej, ker Ni neki to lepo. fulje lepo tle, veš kaj? Ne. Ker neki. A? Kaj je to lepo? Ja, meni je lepo... Kaj, da je... Ja, da je vse štimalo. Meni ne, meni je to preveč umetno mi je bilo. Tako, veš kaj, res se vidi, da je turistična destinacija. Lahko se greš njihovnega res prav turista Ja. in si tam v hotelu, pizda, buliš gor, one otroki na grmadnem bazenčku majhnem, si fuli tačnih hotelov, ki vidiš, ali pa one Angleže, ko vidiš. In gleda imamo cesto škofije, ki so popravljali, se vozim redu. Pizdo, daj bo to cesto popravili, fakt stvari te luknje, zdaj. Pizdo, te ceste, perfektne, fucking vi, ja, ne. Ni bilo ceste. Nikoli ti ni prav. Ni bilo ceste, ampak tudi kako so ne bajte postavili. No, da poveš še to. Glavne, ja, Angleži. Angleži. Mislim, to je ono, ko vidiš iz onih mimov, stari. Veš, oni vsi ustriženi tako ravno, pol ena, ki je rdeča, rdeča rjava pošpricena, sprejtenana, ono take trepalnice. Ojoj, In to so ne. take, veš, lads and girls, veš, ki hodijo, pravno vidiš ono Anglež, jaz si Luka Limke, ja. Ma Luka, Gaseri. spotov si ga na 200 metrov, da je Anglež. In ona familija, tipična Angleška, veš, vsi ono bum, bum, bum. Tam je bilo 5,5 Razumela? Nekaš. Si razumela? Ne. Bum, 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 Angleži. bum, 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 bum. bum, bum, bum. Zanimivo. Tako, no. Tako da je lepo lep- priporočaš. Priporočam, sem pet v hostel. La Tortuga, ful dober hostel. Verjetno ne bom. Ima bazenčke, ima tipo, v sredo smo imeli tako, tipo, ko smo prišli tam, je bil koncert. Prvo noč, koncert. Jako, v tle v hostlu. Ja, koncert. Pol To. v sredo smo imeli tipo barbecue. Veš tako, tudi ful organiziran, take veš, Ok. hvorice. Jogo smo imeli v petkih. Ja, dobro, to je tako, ne, pač Tenerife je res ena ogromna turistična destinacija. Ne, to je pač, res. valjda moraš, da konstantno nekaj dogaja, če imaš tako veliko popraševanje. Pač. Ma jaz, Jaz, ko bom šla na Mljet, jaz ne pričakujem neke joge tam v Ne. apartmaju. razumeš? Ja, ma Ne. sej, ja, si tam greš, da imaš mir. Ne? Na Ja. Mljet greš ti počivati. Štekam, je lepo. Ja. Na Tenerife valjda, greš pa pač malo greš žurat. experience. Mhm. Ma, si folk ne gre tam čisto. Res. Veš, greš na plažo in je vse perfektno, lepo, une pesek, bam, une, veš, Bam. uno vse Bam, v bam, nulo, bum, bum, vse bam, v bam, nulo, bam, bam. vse v nulo. In je fake, valovi so drugače ful veliki tudi. Sem že zbral, da je to fake. Ko so me razfukali enkrat valovi. Fake valovi. Tipo en val, tako, tam neki čiram, val po moje 3 metre, smo skoraj zelo moroko, sem si šel, da me boli. Se me je tako naprej fuknilo, veš me... Tako da, Hvala. paste valove. Jaz znam ful slabo plavati, tako da ne bi mogla surfati in to. Na sej surfanje, vse si na deski, ko plavaš. Res. Tako da ne znaš delati to. Gor na deski. Ne vem. Jaz, če ne grem s čombelo notri v vodo, mi je malo tako. Surfanje je full fun, spravili, ne? Ne, nisem. Ti nisi? Sem prav enkrat. Ful je dobro. Ti si ti tako. To je tako whole body core, ne workout. Pač moraš biti kar... Ne, Spreman. moraš se samo naučiti, kako vstati. Je pač Aha. tehnika, kako vstati na desko in pol samo zavijaš levo, desno. Okay. Če se Jure Je to naučil. tipo kot bordanje, je kaj Ja, podobnega. bordanje, skejtanje je kaj tako. Mogoče ni, veš kaj, Veš, kaj, po mojem si je pač ful je bolj položaj, stabilen, ne, ful bolj tako. si stabilen po mojem na bordu. Ker je, veš, si pripet si gor, na desko Ja. pa nisi pripet, ne? Ja, kaj imaš samo v bistvu njo zapad, mislim, Nič, niti to. ne, samo gor imaš noge. Ja. Ne, ona misli, uno imaš za okrog da ne zgubiš gležnja. A ja, špagico, ja, to je to. Ja. No, dobro, lej, to so Tenerifi, Bilo lepo. bilo lepo, pejte, se splača iti. 10 out of 10, 10 out of 10 would recommend. Ocena 8.
Stvarno, ni slabo. 8 bum, od koliko bum? 10. Od 10 bum. Bum, bum, bum. Bum. Dosti Refi. Angležev. Lahko što povem. So 3 klubi, ki so samo Angleži. In pol je en klub, ki je pač taj hud klub. Pač prav vidiš ono, samo Angleži na lovdani. In tam oni tipi, veš, ki te prosijo, čuljati, da greš noti, dam 15 €, ono veš, da dobiš drinke. Nismo ta boš tebi dobra. Greš v WC in pač je en, pač, v tem primeru so bili, vedno je bil, no pač je en človek, Oh my god, okej. politično korektno. Vedno je bil en človek v WC-ju in ti je dajal milo, ti je stiskal milo na roko in ti prodajal parfume v WC-ju notri. Čakaj, to mi je ful nekdaj že vu. Kakšna Španija zna biti, da ima kakšna Španija. Je kaj da bi se eno tip na šprici? Ja, ti ne šprica pač in pol upa, da boš kaj dal, ne? Bo. No, okay. Ma se ne vem, lahko mu gre dobro, veš, tam oni nažgan, ko priješ mu malo parfume, pa ti ga zaračuna 2-3 Še €. vedno duvaš, ker pač si se spotil. Ama prodajali da špric računa? Špric, valjda. Špric, po mojem. Jaz nisem se... Ne verjamem, da ima toliko parfumov tip pred sabo, veš, ono, tam za Mislim, noge. tudi tam, sem videl na videu, ki je bilo tako par tisoč ljudi zloženih na kupu, no, kdo voha tvoj fucking parfum, stari. Ma kdo te sploh voha? Ajde, če Ja, smrdiš, se ja, te voha. Se voha. Se voha, voha, če dišeš, dobro. se voha. No, pa pojdimo nazaj na obalo. Na tej naši obali, jaz en dan grem na plažo in prijem nazaj do avta počena guma. Ne vem, kako je počela meni guma. Ti kdo preštihal? Ne vem, prav samo sem videl zarezano. Pol ti je nekdo preštihal. Ja. To je Rimanič. V glavnem se jaz lepo obrnem na busni, da menjam gumo in vidim eno hišo čez cesto, imajo žurko. Resni dan od enega klinca. Vsi me gledajo, jaz sem si tam mislil, pa dobro, ne, poprišel kdo, rabiš kakšno pomoč, ker jaz v life nisem menjal gume. Ni panike, ker imamo v internetu vse na voljo, YouTube, how to menjati gumo, da vidim, če da kaj ne zajebem. Menjati gumo je full simple, tako, odšraufaš, daš gumo dol, daš gumo gor in to je to. Ja, Pač, in zašraufaš. Vse so že ti povedal, kako narediti še po telefonu. ja, in slučajno me je lik Jure klical in tako, kaj ti nič, menjavam gumo. To je bilo hecno. Ne, ampak dobesedno, dobro, da vidiš Sledil na gumo. si ono naredil, tako si Ja. prvo odtisnil. Ja, pač valjda odšraufaš, pol dvigneš, daš ja. dol, daš gor, zašraufaš. Ne, okej. In... Mislim se, ja, okej. Ja, Ja, glavnem, ja, simple, je v redu. full fucking simple, no. Ampak je nek sosledje, ki moraš slediti. Dobro, v glavnem, to sem tako povedal, da je pač simple, če komu poče guma, naj vas ne bo strah. Samo pete na YouTube. Tako. V glavnem nič, pol grem jaz do te bajte, dej človek, lahko si tako roke uperem, tle pis, da sem jo cele črn, ne. In pokliče en kolega, tam mislim kolega, kliče ta en tip, liča, lahko odpremo šle vrat. In jaz tako, liča, kakšno fucking me liča, jaz poznam samo eno ličo na tej fucking obali. Leti ta liča, vem, to je moja kolegica, stari. In tako mi si vidimo, ma ti si ta, ma vi ste tle, mi pa se smemo tle enemu muletu, ki menjava gumo. Da bi jaz vedela prej, hvala, mi odpre vrata in prije še kolegica. Rimanič, pa ti si tle menjava gumo, ma ti si tudi tle. Ja, Tako da... To je ta zgodba, Ja, to je bila ta zgodba, ker je bilo pač, sorry, je bilo hecno, da jaz sem videl njih, oni so meni in si nisem... Glavnem guma je bila menjena. Glavnem guma je bila menjena, rajši poči ta guma kot ta guma. Kje ti je počela? Kje ti je to? Spredaj, voznikovac spredaj. Na kateri lokaciji? Na Rtiču, tam na... Veš, kje busna? Na Rtiču, ki Samo da nisi zaviješ. dobil še kazen, stari. Zakaj? Tam ne smeš Kaj, ob parkirati. cesti ali Tu na ni parkingu? makadam. Na parkingu. Ja, na Pa so parkingu. sigurno bili kakšni cigani, znam. Ma ne vem, Ne, ne pač vem. dejansko. Kje? Makadam parking. Ki je zdaj na novo narejen, zato ker se ne smeš ob cesti ne parkirati. Sem zvedel zadnjič. Si to pokazen? Kje? Na študentu? Ne. A tam lahko? Ne več. Tudi tam ne smeš več. Kjer več ne smeš parkirati. Kje šupke? Moj Kje pa? star je zdaj v ponedeljek parkiral gor Ja. in mu je tipo avtobus šel ful preblizu. Ogledalo stransko. Kaj nad študentom? Ja. Poprav celo gledalo. Kje? Kaj je zdaj tam novo parkirišče Peščeno? Jaz ne vem, kje je. Ne, parkirišče Peščeno je pri Debelem rtiču. Tam uno veš krožno. Ne, ti misliš ovinek ali uno še dol? Kje je ovinek? Eno A je, ti tam Tam, kjer za Luna. ovinkom? Ja, tam, kjer Busna. tam ne smeš parkirati. Ne, tam ne smeš parkirati, ne. Ja, samo kdo bi mu lahko prebužnil? Sigurno bi dobil prej kazen, kot si nekaj prebužnja.
Ne vem, Ne, v glavnem mislim, to je verjetno bil nekdo, kar tako. ni bilo problema, problem je bil samo zato, ker Šarovci Cineplex mi je zrihtal karte, smo šli gledati Minione in zato sem jih fucking model domov in še jaz smo mogli in šel jaz in moj gledati Minione, smo se ga uštimali, štekaš srajčka, hlače, čevlji, ono oblek. Matej off the market! Staš to režeš ven. V glavnem, šli smo gledati Minione, full jak film, pač fucking nasmejal se na Minione, koliko so zabiti, pač so smešni. Tako da je bilo full lepo, no. Jaz jih nisem. Si šel v obleki? Ja, Je valjda. srečke, hlače, oblek. Ja. Kaj deli si bil A? v obleki? Ker ni bila neka fora, tipa, da so jim prepovedovali, da Ja, sem... prepovedali so, zato ker kao, ja, je bil preveč kaos v kinih. To je tako, free marketing in džabe denar za kina. Kaos, sploh ne mislim kaos, okej. Bam. V glavnem, moram šautniti out, Rok Rajčič, kolega, imam iz kolega, ki dela na plaži, na Bernardinu, pod hotelom. Rekel, ti Rimanič, če boš rabu, ključi me, ti lahko zrihtam ležalnik. Jaz sem tudi na Bernardinu, pač nosil ležalnike, ima so več plaž na Bernardinu. Seveda on dela na tej bogati plaži. Jaz pač, če sem jaz takrat 2017, ki sem delal, če ti zrihtam ležalnik, sem ti dal plastični ležalnik. Na travi, to je to. Jaz sem to pričakoval, ne ono, cool, boljše kot na tleh. Prijem jaz tam, sem rekel na Biljani, ja, imam eno rezervacijo, je Rok naredil rezervacijo, ja, pridi z nami. Ok, grem tam, vzeli rjuhe, dali na ležalnik nove rjuhe, blazine na ležalnikih, odprli dežnik, nam dali vsakemu svojo brisačo in pol tekom, ko smo mi tam bili na plažici, prinesli osvežilno, mokro brisačo, hladno z vonjem od lavande. Urka? Ja, in pol so še prinesli vsakemu svojo štidelco sadja. Top. To lepo je biti. Tako da shoutout Rajčo, sem rekel, ga moram pozdraviti. Mega. Ja, jaz sem mislil tako, zmeni ležalnik, ono, štekaš, da si na plaži. Jaz sem bil odpustil. Tako da to bilo jako, Top. Še ta teden so me čika zdepilirale za naše memberstvo. Ful dober video, so hoteli posnet z mano resnica ali depilacija. Prišel je ven resnica in depilacija. Tako da poglejte si, ful dober, exclusive content. Je kaj spicy? Sem dal ven spicy stvari, pač vse sem povedal. Oh my god, to moram iti gledat. Ja, pač kar so me vprašali, sem povedal. Nice. Tako da, če ste vedeti kaj, zakaj, Arjana, kako... samo 2,99 €. To je to. Kaj 2,99 € moram plačati, Ja. da te gledam. Ja. Pa gledam te zdaj. A nisi... Ampak ne veš, kaj se dogaja v mojem lifeu, te spicy stuff, ne? Moram verjeti. Dobro, ajde. To. Kaj lahko prišem popust, gotovinski. Ja. Tudi to sem ugotovil. Če sem šel menjati gume, fucking posod, ker plačati gotovino je ceneje. Tako da, pač, ja, ma dobro, pač, kaj story, ti si starejša od mene, jaz sem zdaj mlad v svetu. Koliko sem starejša od tebe? Kje letnik si ti? 96. No, jaz sem 2000. Čau. No, pač si dala že nekaj v življenju. Jaz zdaj živim moj life tako v svetu, samostojno prvič. Sem šel menjati gume, ko sem šel plačati nove gume, kaj na gotovino popusti, ja, in to ti tako, ne vem, 100 € popustom je dala žena. In pač... Kaj? Tipo iz 3... Dobra, ajde, malo karikiram. Vse nove gume si kupil? Ne, prve dve. Zakaj si menil obe? Ja, ki so priporočali obe. Valjda. Vsi pravi, dobro ni, da sem jaz glup, pizda, sem prav tudi starega in je rekel, ja, rajši obe dve. Kje so ti jo prerezali? Tam na robu? Mislim, ne vem. Veš kaj je fora? Če je prerezana tle na tem delu, zunanjem, ne, tle ne moreš popraviti. Ne. Če pa je tam, kjer je vozni pa... Na temu, Ja, na temu boku. Ne bilo na temu. Če je na profilu, ja. Oh my god. Jaz ne morem. Pa je, profil. Smo oba dva smeli v glavi, kje je, ampak... Ne, ma profil, kaj ni profil, profil je... Ne, profil je... A profil? Ne, se ne vem, iskreno, nimam pojma. Ne vem. Da sem kar nekaj No, ustrelila. glavnem, ja, no. Ja, če prirežeš tam ne moreš popraviti, ker ene stvari pa lahko, no, glavnem to je point. Na Odvisno, akslu. kakšna je škoda. Tako. Jaz, ko sem imela preluknjeno z žebljem, so zaflikali. Ja, če je tam, kjer je voziš, no. Ampak ja, no, gotovina. V glavnem,
Mi imamo odprt spodaj pod videom link za donacijo, če nas ima, ne vem, kdo kaj rad ima kaj preveč denarja. In en gospod pač nas ima rad. Jurek, kdo je ta gospod? Mladi fant. Mislim, da je fant v srednjih, no, mladih letih. Srednje mladi leti. Postavljam poba. Ne vemo, koliko je star, ampak vemo, da ni spet tako mlad. Shout out Klemnu Selakoviču za ideje podcasta, ki nam je Za ideja dal... podcasta, iz ideja podcasta. Kaj sem rekel? Za ideja podcast. Z ideje podcasta. Easy day. Dobro, sorry, ja. V glavnem, V glavnem, Klemen Selakovič, hvala za donacijo, zelo cenimo. ne pa hvala, no. Hvala. Ko smo se zbudili, smo videli, Smo se zbudili. Smo se zbudili. Se zbudili. Pa ja, smo se zbudili, jaz in ti smo videli. Ok, sorry, ti sva se zbudila. Ne, sem videl in sem mu sporočil. Tako je. Sorry, Jure, sorry. Tako da, ja. Zdaj na hitro, da malo predstavimo mi Ari in pol gremo še na enih par vprašanjec. Kje sva se midva spoznala? To je bilo pač hecno. Oh my god, Pač kako fora te je- nisem marala oni dan. Fora je, da jaz sem vedel za neka Arjana Lukas, neka pevka na obali, ki Jure je omenjal, ki oni se poznajo. No? Ampak nisem vedel, tudi to bomo povedali, ko se vidva poznasta. povedali. In pač nisem vedel, ta faca je Arjana Lukas. No? In ko so snemali spot za Masajo, šel jaz tam čkirat, smo se spoznali in jaz pač tako rečem Masaji, jako zdaj tle mečenega artista okrog mene. Nekaj pač se zabavam, da sem artist, ima Ja, svoj jaz sem komadič. drugače njo šminkala za oni video spot. Ja, zato si ti bila tam zraven. Tako je. In pol pač si se ti kaj užalila? Ne, jaz se nisem užalila, ampak sploh ne vem več, kaj sem rekla, nekaj sem bubnila in ti kao neki, ne, pravih artistov in jaz sem ravno, Ja, tipo, smaj si. pravim, fora je bilo, da sem tako, okej. ja, neki na foru res, kakšni artisti, ne, pač uno, kaj to ste vi tle edini artisti in ja, jaz sem Ja, pol tipo ne neki, vem, ne ja, mi vem. smo tle edini pravi artisti. Ja, neki tak. Pač jaz nisem vedel, da je ona ta D. Arjana Lukas, no, in A zato... kdo če vedeti? Kira pa je še ta druga Arjana Lukas? Veš, nisem A on ni da ti vedel, kako čuješ. izgledam. Mikica verjetno. Ližani, Catfish. Miki Čičič. Kdo je to? Ne veš, če jo ne vidiš, ne veš. Pa zdaj ti pravim neko ime. Če ne Pač, veš, ne če veš. sem catfish, razumeš? Jaz sploh nisem vedel, kako izgledaš. Sej to. No. V glavnem, ja, tako smo se jaz in Ari spoznali. Pa. Tako da, ja, ko ste se povedali spoznala, Iskreno, jaz se ne spomnim več. Beje, da nas je nekdo predstavil. Bren se nekdo predstavil tako full let nazaj. torej lahko bi Jaz se mislim, da sem reklo, bila da 15 let stara. torej imate Jaz eno pa ni zgodovino za 16. sabo. Ja, 15-16. Mogoče ne, je bilo manj je bilo. Ja, je bilo Ma 15-16. To je bila Ja, ki pač, zgodna srednja. če se ne čuje, Arjana je tle z obale, tako da. Lahko pogledamo stara sporočila. V glavnem, Oh my god. tukaj smo zato, ker pač ona dva sta se ljubčkala, povej, kaj je bil tvoj spot. Kaj je bilo snemat spot? Doro, stresno je bilo, res je bilo stresno, zato ker smo bili vsi all over the place. Učaki, na kratko, obnova, kdo si ti, če kdo še ne ve. A jaz si rekel ja. pevka, ampak tako malo ajde. Jaz sem Marjana Lukas, Marjana. Marjana Lukas, Adriana Lukas, they call me her, they call me Stacy. In pojem in ustvarjam baje, da svojo neko solo kariero. Nič baje, zares jo ustvarjam. In ja, nič, zdaj sem posnela svoj drugi video spot, drugi single, zdaj gremo naprej, ker pač... Ko skliče? Nemir. Vsi čekli, Nemir. Nemir. Ja, morate mi pol še pokazati, jaz moram vedeti, kako... Imam neko komplikacijo, ampak dobro, to pustim. No, Rijana, kaj je bila inspiracija za ta Rijana. video spot? Ta video spot, v bistvu jaz in Luka smo nekako prišli skupaj do te ideje. Jaz sem samo rekla, da ali hočem biti v norišnici, ali hočem biti v zaporu. In da hočem imeti neko dvojnico. Dobra dvojnica drugače. Je Veš, da je bila huda. Ma veš, Ja, zakaj? on hodi v isti fitness. Veš, zakaj sem v bistvu izbrala Karin? Zaradi tega, ker je toliko folka šlo po mojem nastopu lani na študentu do nje in ji čestitati za ful dober nastop. Da sem rekla, Dobro, Pol pizda pa si spet moramo- toliko si liste Mislim- podobne. dobro, okej, Karin je bolj drobna, jaz sem pač
Mane, tudi Višja. v obrazci niste spet to. Ste si... Ne. Mogoče je bolj frizura tudi malo, Veš kaj, pa... ne, struktura oblike. face je malo podobna. No, malo, ampak Ampak nismo spet toliko. Dovolj. Dovolj, ja. In ja, evo. Mislim, hotela sem imeti tudi nek motor, pol kao neka fora, kombinacija. Ne vem, če ste gledali video spot od Harry Styles, ne vem točno, kjer komad je, ampak on se vozi na motorju, Okay. ki je obrnjen hrbet s hrbtom in pač Karin je bila odlična. In kot dvojnica, plus imela je motor in spet Instant master. stand double. Stand up. Ne, Hudo. ne. Tako da ja, in v bistvu to smo razvijali po ene par mesecev. Ker niste tudi cel set sestavili, vse, kako ste to naredili? Ja, Kaj povej? fora je bila tako, mi smo gledali, če bi lahko našli kje celice ali pa zapore in moja prva ideja je bila v bistvu escape room. Ste bili kdaj v escape roomu na Tobačni? Ampak, veš, kaj sem s tem, kad slišal, da lahko rentaš tudi zapor, da si veš tale, kaj je ta največji zapor v Sloveniji? Zdaj si me Tam, ki so zgubil. vsi zaprti gorno. Ne vem. Ne vem, zapor. oprosti, ne vem, Poznam kako se, se vem, da v kliče. Kopru je zapor. V glavnem, da lahko tudi pišeš v zaporu in ti dovolijo snema tam. No? Res? Ja. Top. Ne, fora je bila samo v tem, da smo se hoteli preizkusiti malo tudi v drugih stvareh in prvič smo vsi skupaj sestavljali set. Shout out to all my boys, Luka, Domen, Mark, Stefano, Sanel, hvala, everybody, Nina, brez Nine, ne bi bilo tu nič, tako da. Top. Smo delali 3 ali 4 dni, smo sestavljali vse to skupaj, smo šli krast na Sveto Katarino pesek za teksturo, sorry, ampak tako vaš pesek je za nič. Za nekaj je priš prav. Tako da ja, pa smo to sestavili in bome je drago koštalo vse skupaj. Še najbolj pa kombi, kar nismo pač... Ful je drago za rentat kombi. Ja, Oh jaz my sem God. ti ga hotel zrihtati. Ja, samo pač Je bil voda je da bi bila. not. vedeli prej, bi se mogoče tudi kaj prej izmenili, ne? Ampak mi smo imeli v glavi, da pač Stefano je imel za mi in video spot, imel pač pick-up ta tak. kombi, ne pick-up, Ampak prav ta kombi, kombi, ta isti kombi, ki smo si ga mi sposodili. No, on je tega prodal in je razlika, ali ti daš 15 € na dan, ali ti daš, koliko smo pač mi dali, ne? 25? 60. 60. 60 plus benzin, ki je šel full gor, ne? Če bi zašel na Pandico na Tenerifih, je bilo 35 € Ja. na dan. Ampak, veš, set je bil ogromen. To so bile plošče, oziroma to je bilo visoko 3 metre Pač in to je široko bilo, 2 ja. metra in pol, pač ogromno. Bolan In set. mislim, da 8 tašnih stranic. Ena. Ja, mislim, da 8. Ne spomnim se več. Ful jih je bilo. Top. V glavnem, ja. Ampak res ponosna sem na vse, pač, da smo izvedli tako. Pač vse, kar vidiš v spotu, Nulo. je zgrajeno iz nule. Ja. To je najjače. Ja. Talent. Ja, spalnica in celice. Pač to, pač to je stene, zdaj ki govori dobesedno zapor, iste stene, spalnica, iste fucking stene. Ja. In tam, ko si ti prišla v pač to, ki smo mi šteli denar, tudi iste fucking stene. isto. Pač bolano. Jaz sem bil v njenem spotu. Res je. Jaz sem tam pomagal, stand Ful je bil žirija. resen, In kar še, pač noben ni navajen, da je Rimanič resen. v spotu, ono. Ja. Prav si imel neko character. Ja, Jaz se ne če so dam. me tako zalizali, dali sončno čala. Kaj ti nismo naredili dobre frizure? Stari ste me polizali. Top Me sem je si naredila Lanac, frizuro. stari, veš, ko sem bil nas zajeben, stari. Še čik sem imel, Res je. stari. Še je ostal tam tako 2 dni kasneje po snemanju. Čik. Uni zapaljen, tako, samo da je. Ja, Ne, res je bilo ful zabavno snemati. V bistvu prvi dan smo snemali 21 ali 22 ur, vse skupaj. In drugi dan je bilo malo manj, 15-16 ur. Ampak, Jaz sem te srečal vmes enkrat. ja, ti si mene srečal v bistvu, predno smo snemali zadnje kadre. Ja, na cesti sem srečal. Na motorju, predno smo snemali na motorju. Da sem te srečal. Si Ja. rekla, gremo nekam snemati, nisi bila. Pa ne vem, če si vedela, kaj sploh si šla. Jaz nisem imela pojma več nekoliko, kaj sem jaz, nekdo sem jaz, kaj sem na zadnje jedla. Tipo, šli smo v fast food iskat za jesti, jaz sem naredila en griz in to je to. Nisem več jedla. Šli smo, šel je Rimanič in Lara. Ja. Smo šli iskat, ne, s Timom sem šel, s ti S lažem. Timom si zol. Z Laro smo šli kupiti alko in smo falili. Ja, mu rečem, Jameson tip mi prinese Jäger. What?
Isto, pljuno. Ja. Ki sem bil lik na telefonu ali sta bolj z Lukcom, ne vem, Ja, s kom ne. sem bil na telefonu in smo vzeli, šli, sploh nismo razmišljali, v glavnem. Bilo ful hudo, lepo smo Še vedno zrihtali. nisi pil. Zrihtali smo. Ja. Povej, ok, spoti, če jak, pač le ni za razgled. Pejte pogledat. Spot je res, jak ja, je. jaz sem ful ponosna na ta spot. Gospodična Arijana, Mm. kaj pa je bila inspiracija za pesnitvijo? Mislim, jaz ne vem, če se kdo zaveda, kako jaz sploh pišem komade, oziroma kako sploh pride do te ideje. Po Ne? moje, da nekaj si še ne prepoznan. Ponavadi je to se zgodi vedno, ko jaz se uležem v poslo in bom šla spat. In kar naenkrat se mi začne nek naval dobim energije, nekaj moram narediti s to energijo in ponavadi jaz začnem neko melodijo čut in back of my head, ali je to melodija plus besedilo, ali pa pač v stilu poezije. Tokrat za Nemir je bilo oboje. Ti imaš res ghostwriterja. A? Imaš nekega ghostwriterja. Ja, nimam ghostwriterja. Ne, to je res stari, po noči to bi moglo biti legalno. Nekaj te zadane, Ja. ko greš spat in pol si kreativen. Sama svoj ghostwriter. Ja, se je ghostwriterja, ne? Ja, ne vem, kaj je fora, mislim, tako. Hudo. Ja, in kaj je bilo? Kaj pa v sanjah? V sanjah? 3 ura. Ne, v sanjah se mi redko kdaj tako zgodi, ker mislim, se moram zbuditi in zapisati ali pa vsaj posnet. Oni moji rekordi je polno enih teh Nice. občudnih urah. Ja, ker takrat imaš najboljše ideje. Nek creative flow. Ja, in se mi je začelo pet, v meni vlada nemir. Ko iz nikjer, točno besedilo in to. Pač ni bilo isto, Štekam, ampak v meni vlada nemir je bilo. Je bilo? Je bilo. In pač neki, veš, da jaz te hočem zdaj, ne. Kaj si pa začela kar pisati, naslednji dan si to Ne, nadaljevala? jaz sem ta posnetek poslala Žanu, Žan Serkik. Sem mu poslala in ti bi pač naredil komad iz tega. Iz tega? Ja, pač fulno surreal, ampak res, kakšne ideje mu jaz včasih pošljem. Za 2020, na primer, jaz sem mu poslala, 2020 je bila prvotna poezija. Novodobna poezija, whatever you wanna call it. In on je pa iz tega naredil komad. Torej on v bistvu je, vržeš v njega in on sprinta komad. Dober Tako. producent. Ja, odličen producent, res. Sej ful folka dela z njim, tako ful močnih artistov dela z njim. Ok, zdaj smo na Ari, ne pri Smo Žanu. na Ari. Žan bo že prišel k nam. Res je. Čemu je Sorry. komadič? Komad je itak tip, ne? Neka kao romanca in ful je bil čuden ta tip. Nikoli mi ni dal do znanja dokončno ali ne. Vedno me je nekako na pol vleklo, vedno se je vse ful vleklo, tipo ta tenzija, ne, prav se ti bo zmešalo, ampak nikoli se ni nič zgodilo, veš. Pa na koncu se je sam feli bilo ne. To je ono, ja, I got it. Ta ideja v bistvu Je o bila bolj sami powerful osebi je bila vsega bolj skupaj. powerful, kot je bila pol v bistvu ta konekcija, kar je pač ful žalostno, ker mislim, on je ful v redu, ne, kot oseba, samo pač naša neka konekcija ni bilo. Je malo bolj prisiljeno bilo pol vse skupaj, ne. Okay. To je ful podobno, ko pa če veš neki ful dorega na krožniku, nekje neko potico, neko in pol ti tortico, ki izgleda perfektno in ko bi jedel to tort in pol ugrizneš pis, da si toliko predstavlja, ali pa greš na nek koncert, pa viš, da bo to ful, ali pa žurka in ampak pol pač greš ni, in ker pač ne začutiš. Si preveč nahajpaš. Ampak je cool, ker sem ful vesela za vse te pač občutke. Moraš imeti te malo negativnih, malo pozitivnih, zato ker takrat si najbolj inspiriran. In ja, pač takrat se je to zgodilo, jaz sem to napisala. Je bila tudi ena verzija vmes, ki sem jo sama neki kao s tato probala narediti, ma je bila preveč funky. Tako da sem ful hotela, da je v stilu neki Daft Punk in malo Dua Lipa. Še tako, poklon 80s, ampak na ful bolj modern način. Tako da mislim, da mi je ratalo to doseči. Ok, No. lepa. Tako, na kratko in dolgo o temu. Ok, kaj je zdaj prihodnost za Ari? Prihodnost za Ari. Jaz imam drugače še 2 komada, ki jih moram izdati. Ja. Ok, kdaj jih lahko pričakujemo? Po mojem tako pozno jeseni. Leto že.
Ne, Ja, ne oba. jaz vem. Ne oba, ampak Jaz vem enega. za tega enega vem. Ja, če bo vse po sreči, ja. Ker že imamo idejo za videospot, z Tudi to Lukcem smo vem. se že vse To zmenili. vem. Ja. Tako da ja. Imam pa pol enega, ki je ful tak pozitivno ljubavni. Ja, ful je lep. To je v bistvu bil Tako da se moj... ljubčkat. Ja, lahko tudi. Ampak pač si lahko interpretiraš v kjerokoli obliko ljubezni, če hočeš, ne? To ti bom jaz prepeval, Jure. Tako da za tega bom pa še razmislila, kdaj bi ga dala. Ne bi ful hotla biti cheesy in ga izdati na Valentinovo. Sigurno bo kakšen drugi izdal že takrat kakšen komad. Veliki artisti izdajamo na Valentinovo. Valentinovo. Ampak je ful tak pomladen. Ima ful tak pomladni občutek. Nekaj fresh, novega, ne? Okay. Lahko bi naredil kakšen tudi kolab z Masajo ali kaj takega. Ko smo že pri temu, ga že imam. Jaz in Mija se poznamo itak že ful časa. In prvi dan, ko smo se spoznali, me je čula pet in mi je dala referen Pleši z mano. A imate že komad? A je zunaj? Ni vzunaj, zato ker ona je bila ful mlada. Takrat mislim, se je še vedno. Ja. Ampak je pač Starejši. napredovala za vsem. In mislim, da hoče narediti neko akustično varianto tega, ker hoče narediti tudi akustični album, ki mislim, da ga celo že dela. In bo tudi ta komad not. Tako da, ja, se ful veselim tega. Ma se si tudi na njenem, na njenem novem komadu, mislim, da je že ni več tako novo, ne? Tudi neke back vokale, ne? Ja. Ja, ni panike, delam beke samo v referenu, ampak tako to je bilo. Smo se dobili pri njej doma, malo neki pogovarjali, mi je pokazala novo muziko in mi je pokazala Ni panike. Spomnim, V ko bistvu ste še cel ta album komad, mi je ko je ona bil že krut. kazala, neki na pol demo je bil. Sem lahko, kaj rabiš beke? In ona, pa dej, ko imaš tle mikrofon. Ja, ajde. In smo posneli in to je to. Pač v zajebanci narejena dobra stvar. Hudo. Ja. Zato mi je mega biti tako obkrožena z ljudmi, ki ustvarjamo konstantno, veš, tako. It keeps you going. Ja. Ti imaš tudi full teh nastopov in tako si okoli. Kakšna štorica? Koliko je izpač si okoli? Veš kaj, tako, ko so nastopi, je malo drugače, ker konstantno imaš v odzadju v možgančkih, veš, še vedno si tle s svojim očetom. To je, če ti delaš z njimi, še vedno tvoj oče. In je malo drugače, ne moreš se 100% sprostiti, ne moreš biti točno to ono, ne, kar si. Pač je še vedno malo kamuflaža. In mislim, pač ful je odvisno, ali imamo kakšno večjo žurko, ali je kakšna javna, ali je zasebna, ampak meni so najbolj všeč te majhne zasebne žurke, ki to je res ono razpaljot, totalen. In to, mislim, sem pa edina baba v bendu in vsi ostali so tako, bi mi lahko bili očetje. Koliko, mislim, da rajde ne. Pretiravam, ampak so pač starejši, ne. Bi naredila kakšen kolab z Damjanom Murkotom? Ali je to? Sorry, ne. Zakaj ne? Ne, pač res ne. Jaz jemljem svojo muziko resno, ful, preveč resno. Beef! Ne, nočem, da je to kakršen koli beef, vsak ne dela, kar hoče. Jaz pač imam svojo muziko in svojo umetnost preveč rada, da bi se zajebavala iz tega. Nisem še na tem nivoju, da bi se zajebavala iz tega, tako rekla, no. Se razume. Ja. Okay. Sorry, Damjan Murko, don't hate me. Lej, če bi bil, se je bil tle, veš? Vem. Ne, se je tudi on razložil, pač on gleda tudi drugače, se mi zdi nas vse skupaj. Sej to, pač njemu je to tako, po mojem, sprtno. On je showman. Ja. Gremo zdaj že na vprašanja? Mene še malo tle, imamo, da je še malo užmijemo. Kdaj ti že poješ? Tako da sem se začela zavedati, mislim, da sem bila stara 11 ali 12. Okay, jaz sem se začel zavedati malo prej, veš, tipo že pri 2 letih, zato ko to rečeš. Mislim, ne, da prav, pač, da znaš pet, oziroma da ni ono kar neki, ker pač i tako si otrok, ne razmišljaš. V bistvu, in to si misla, ne? Tako, pač ne razmišljaš kaj dosti o temu. Okay. Pač ko sem začela razmišljati o tem, sem bila ono, fuck. Kje ti je bil navdih, ali kje si bila, da grem malo pet provat? Ja, oče, verjetno. Ma ja, veš. Dobro, javče, verjetno, jaz vem, lahko kdo ne ve za to. Ja, pač smo gledali ful mojega očeta, pač ful smo hodili tako na njegove nastope in to. In pa sem tudi jaz, kar nekrat me je začel valjivati pač zraven. On je pel v Piranu v teatru, se spomnim, ful let.
In sem kar nekaj tudi jaz začela tam in pač mi je postalo ful všeč, jaz sem se ful borila z samozavestjo in nasplošno, veš, javno nastopati, se vemo vsi, da ni najbolj easy job, ne, že govoriti, aj čau, kaj še lepet, ki pač ful bolj moraš razmišljati. Pač navaditi se moraš. Ja. Še posebej, če je publika verjetno, Morate ne? v bistvu postati ful bolj naravno, ne. Ful domače se moraš počutiti. Ja, gor. tako. In ne vem, jaz se spomnim, kolikokrat sem, ne vem, 2 minute preden greš na oder, jaz bruham, gotovo, ne morem. Prav, I odsekalo mi noge, bruham, jaz ne morem. prav bruhaš ali ti hodi na bruhanje? Ne, prav, ja. Ofa, In me kar nekrat pa luno je bilo, ok, cool. steče. Sam zdaj je treba kaj povedati. Jaz ne morem, jaz ne znam govoriti, jaz ne vem, kaj bi povedala. Ampak, Kje je bil prvi nastop? sama ali... Ja, tako. Jaz sem Kje imela... si prvič tako nastopala malo več, ali tako, kaj veš? Uf. Kaj ti je Moj veš kot tvoj prvi- prvi nastop? Moj prvi nastop, da se ga spomnim, da je bilo res čep full folka, je bilo za Dejan Zavec, je bokser Ja. naš? Mhm. No, za njega, za njegov prihod. No, spela ti. Sem bila jaz in moj tata v ringu. Smo peli I Got a Feeling od Black Eyed O, Peas. hudo! Ja, noro, pač noro. Jaz sem skoraj umrla od straha, ampak meni je bilo noro. Koliko si bila stara? 13, 14, 13, tam nekje. Čakaj, Jan, mi vemo še nekaj v tebi. Ti si bil tudi na Sloveniji, ima talent, ne? Ko je res? Na Sloveniji ima talent, sem probala, ja. Kje pa Ampak si- v bistvu Slovenija na ima Nova glas? zvezda Slovenije. To je od Planet TV, bilo neko tekmovanje leta 2018. Jaz se tako full res za foro prijavila, nisem bila. Ki pač, ne vem, 5krat, ko probaš na Slovenijo, ima talent in ti ne rata iti naprej. Pa si že ono, ma kaj sploh... Ma Kaj- kako kaj tam, sploh tam hoče? tudi čudno izbira ljudi, je res. Ene zberijo samo for a joke. Ma, se jaz Sklepam v ene. bistvu tako, ful je pomembno, kako se ti predstaviš, ne. Ker če si ti nek Ja, če si ti odsek, če Basic. ti je pes odgriznil nogo in hodiš v pač rikverc, jaz priješ nažalost prej gor, sem ne? bila basic. Ja. Mislim, Veš, moraš... to je naša slovenska televizija, mora biti, ne, nasplošno, Mora biti drama. showbiz, Ja, ja. mora biti drama, Ne če ni drama, drama. pač moraš biti artist, ne moraš biti punca, ki lepo Ne, poje. ne to, Who ne cares, to. punca, ki Mora- lepo ali poje. ne, tudi štorija niti se proda. artist, Tudi veš, to. A štorija se proda ful Štorija. bolj kot Ja, sam to, artist. kdo si, kaj si, zakaj si, Ja. prezen, In v bistvu se mi zdi, da sem bila ful premlada, ko sem probala na teh, na Sloveniji ima Ker talent. tudi kaj, če bi uspela, pač bi bili... Pa si prišla daleč, ne? Na te... Druga sem bila. Ja. Ja, v bistvu all the fuss behind it, mislim, da je že dovolj let minilo, da jaz nimam nobene pogodbe več, da lahko govorim o tem. Juicy. Jaz sem spremenila pogodbo na audicijah, ker pač itak to noben ne bere, ker to je full enik Ja. ne papirologije in z mano je pa bila partnerka od mojega očeta, moj tata je bil tudi zraven. In ona je pa ful, papirologija, moraš to prebrati. In ko je videla, kakšna je caka, ko zmagaš, ne? Kaj je bila taka? Ko če zmagaš, je bila trajna pogodba za založbo Dallas. A prav te podpišejo. Ja. In ne vem, koliko je bila denarna nagrada. In jaz sem bila v bistvu, jaz nočem trajne pogodbe. Ja. Pač. Kaj če mi bo kdo drugi bolj všeč, kaj če mi ta založba sploh ne bo všeč, ker me ne posluša, ker ne ve kdo, pač me hoče kratko prodati. Mogoče je komu to cilj tudi, ne? Da ima neko trajno pogodbo, sklepam. Ali? Ja, zato ker, veš kaj, ful je odvisno od tega, kako gledaš na muziko. To je spet ta fora. Kako ti gledaš na se in na odnos do muzike, sebe do muzike. Ja, jaz sem spremenila, jaz sem rekla, da če zmagam, v primeru, če zmagam 1 leto, max, 1 leto. In oni, ok, in pridem vse do finala. In Zanalaš se te po moje tudi. mislim, da pač ja, sej to je tak, je zmagala, je pridna, je Viviana, kukar je pridna, ful, samo, ne vem, se mi zdi, da je bilo lepo naštimano. Že z izbori samih pesmi na koncu. Jaz sem imela ful dosadno pesem. Pač od Pink komad je ful dober, samo ni za zmagati. Pa tudi to glasovanje, verjetno Ne so moreš neki kaj dosti polpolni. pomagati. Ja, se jaz nik Vsi pač, te saj ne šovi, veš. seveda, pa če naštima ne Ma zmaga. ja, mislim, konec koncev mi je tako boljše. Čakaj, zdaj imamo njo, ki je bila druga, Kajo, ki je bila druga iz teh šovov. Ja. Samo Ja, jaz vsega na mislim, da prvem tako mestu. ful več. Še eno na prvem mestu rabimo še najti tle. Ja. Jaz mislim, da tako ful več potegneš iz vsega, kot pač če zmagaš.
Ne vem. Mislim, se če bi zmagali, bilo. Dobiš oni spotlight ali neki, dobiš verjetno. Ne? Čeprav oni spotlight mora priti v pravem trenutku. Tudi ta spotlight je ful odvisno, kaj ti sam narediš. Ne? To je. Pač, še vedno si ti sam. Zase, ne. Ja, in itak, mislim, vseh teh nas 6 finalistk na koncu, ki smo bile. Če prosti ste bile same punce, je bil tudi kakšen tip? Na koncu same babe, na koncu 6 nas je bilo. Je bil tudi, ene par tipov je bilo. En ima kariero iz muzike zdaj. Pač meni osebno. Not my piece of cake, ampak mu gre dobro. In ja, kao so nam dali kao te neke poskusne pogodbe in jaz sem se dobila na sestanku s tem tipom in on meni kao, pa deka bi ti naredila nek duet z nekim tipom. In mi predvaja neka hrvaška tipo ne bi v life, mislim, ne bi v life, pač ne v ta stil, v hrvaščini že, ma ne ta stil. Kakšen stil so ti kandidati? Ma tipo Jelena Rozga, neka balada, ne vem. Pač to nisem iskreno niti zapomnila. Kot tipo pogodbo, ali kaj ide? Ja, pač preko te pogodbe, kao pol je bilo, če hočeš sodelovati, ne, za vsako izdaja komada, se ti za pol leta podaljša pogodba. Nekaj tako fara. Okay. In jaz sem pač rekla, ne, hvala, sorry, lejte, ne najdemo skupnega jezika, jaz ne bom. Dobro, izkušnja več. Ja, in pa mi je ful časa v bistvu rabilo, da dobim nek svoj jaz, kaj hočem v bistvu. Jaz sem pol imela neke fleše, da nočem pet, pa hočem, pa nočem, pa kaj bi delala, kaj točno, hoč pol je bil še faks tle, ali bom naredila, ali ne bom naredila. Kaj imaš kakšen faks? Ne. ne, imam pa 2 diplome za vizažistko. Kaj je to? Make-up artist. Ko si rekla? Vizažistka. Vizažist. Vizažist. Visaž. Ne, vizažist. Ja. Vidiš, a slovenščina, čudo, a? Ja, res imamo neke čudne besede. Slovenščina matura 4. Ne, Bendi, kaj je bilo včeraj? Sem se pogovarjal z nekom, in sem rekel eno besedo in sem rekel, jaz, pač ta beseda je vija, zato ker ima ful slabo konotacijo. Prosim. Konotacijo, to si od Lukca pobral. Velike besede uporabljam jaz. Mali človek z velikimi besedami. Tako. Še za na konec, Redek, imaš kakšen predlog za kakšnega, ki hoče iti v peti, ali kaj se paziti, kaj je dobro, kaj ustrajati, tako malo kaj? Ma zdaj, tako bom rekla, jaz... Kakšno tvoje izkušnje, tako, da predlagaš, no? Moje izkušnje je, Nasvet. ne stoj hitet, moj nasvet je, ne stoj hitet, boj pripričan o to, kar delaš in poslušaj samega sebe. Ker konec koncev ti daš svoj cash v vse, kar delaš. Bodi obkrožen s pravimi ljudmi, ki ti bo znali tudi povedati, kaj ni v redu. Ne stoj biti obkrožen samimi jaz-meni v lifeu, to ni v redu. In ja, pač poslušaj sebe in išči sebe, posveti čas samemu sebi, največ, ker tako boš dobil vse. Evo, za reč, ti si rekla, da delaš od 11. leta. More or less, ja. Zdaj imaš... 26. No, in se lahko reklo, da zdaj počas se ti komaj zaštartava zapravo. Ja, zato ker jaz sem svojo kariero začela tako pri 23, zares. Zdaj imaš te, hočem reči, tvoja solo pot in tako to sem mislil. Ja. Pač je dolgotrajna pot, ne? To hočem povedati, da pač... Ustrajnost. Moraš biti ustrajen, moraš vedeti, da je to res nekaj, v kaj hočeš posvetiti cel svoj čas in denar. To je to. Super. Zdaj pa gremo na moj najljubši del. Vprašanja na Instagram pred snemanjem damo vprašanja, da lahko kaj vprašaste. In smo dali, da kaj vprašaste. Zdaj ste vprašali. Wow, celo nekdo nekaj vprašal. Jej! Vita Glažar, zakaj je zaka? Kaj? Zakaj je zaka? Zaka? Je kaj zaka? Meni zaka kaj? V glavnem, Vita smotana si. Ne, te imam rad, Vita. Jerca Selak. Ari, koliko časa že poješ, imaš mogoče kakšen nasvet za mlade pevke? To smo likar povedali. Tada, evo, ustrajnost. Samo ustrajaj in hodi na vaje. Obvezno hodite na vaje. Amen. Teja 37, sanska služba. Jure? Podjetnik. Ari? Artist, glasbenica. Artist. Tudi jaz bom tako rekel, artist. Rebolj Rebeka, fuck off.
Napisala Mateja si gej, ne nisem, ok, meni so všeč lulice in sise, ok, fuck you. Matej, mislim, da on... Malček je. Motorboat. Jama ženske. Je pa kaj? Ja, Vidiš, da že razmišljaš o drugi ne, strani da problem. naredimo jasno in glasno. Matej ni gej. Ni. Fuck Ni off. gej. Plants with Anja, zadnja stvar, ki ste jo pogooglali. Ne vem, rabim iti po telefon. V glavnem, Plants with Anja, zadnja stvar, ki ste jo pogooglali, aj? Megalodon. Spomnim, kako se to prebere. Megalodon. Pač nikoli ne. Je pač ta ogromna vrsta morskega psa, ki je pač že izumrla, ne? Ki je full folka še vedno ti pogovori, da to obstaja. Še vedno hoď na odkaj, vem. Obstaja. Ne bom. Okay. Ampak vedno pozabim, kako se kliče. In pol, ko sem nekaj gledala, danes sem bila, shit, in to je to. Kako si vedela nazaj stvar, ki si jo pogooglala? Kaj je prav, si šla v history? Pač ne zato, ker imam Google in Pač odprt. si odprem tam, kjer je ostalo. Kaj imaš ti, Jure? Koledar. Lol. Ok, jaz imam pač hecno, danes sem delal video in imam woman on toilet, ker sem rabo sliko woman on toilet. V glavnem, Plants with Če Anja... rabiš, imamo jaz in Mija sliko. Sem videl. Plants with Anja še enkrat vprašala, kdo je bila najpomembnejša oseba v tvojem življenju oziroma z največjim vplivom na te, Ari? A što zame? To je vprašanje za vse. Prosti. Ja, Ari. Najbolj pomembna Ne, oseba. tak največji vpliv. Največji vpliv. Damn, to je ful težko. Ful Po težko mojem mama. Mama? Zaradi tega, ker smo v bistvu jaz in... Ja, moja mama in moja sestra, ker smo pač odraščali večino life, pač samo mi 3. To je to. Jure? To je zbrko, da moj oče potem takem. Je pa rekel moja nona je nona. Jaz, ko sem bil mali, sem bil ful z njimi in moja nona. V glavnem, Tajči 3883, ni lih vprašanje, samo komado Darjanega Benga. Hvala! Bum. Člani podcast, Kajari je tista, ki je objavila spot. Men da je. Kaj to je ti napisal? Mislim, tako, moraš iti pogledat. Je. Luka Jurenčič, kdo je na spotu skrbel za styling in zakaj je potreba po razkazovanju podbradka? Ja, jaz mislim, da veste, kdo je poskrbel za styling, to je bila Tija Drašovec. In Tija, fuck you, ker si dovolila, da se mi vidi podbradek. Pač Tija. Pač. Prosim. What? Prosim. Lepo prosim, Ari, povej zdaj tle javno predvsem, kdo ti naredil vozu na tvoji viola obleki, ko si bila med ogledali notri v spotu. Matej Rimanič. Prosim, hvala lepa. Živa Pahor, s koliko feni ste se že slikali, Ari? 2. Okay. Ja, je bila full cute. Ne, mislim, da 3 celo. Ja. Nimam nekega fanbase. Nice, jaz več ne štejem. Pa ti, Jure? Ne vem, pod 10. In to vse na Kaj ni študentu. Ne vem, ja, mislim. Ful si tam, tako na študentu in to. Kako nas je pravno Ja. potlačil? Živa Pahor, spet potem Jure, ko ste se spoznala, Jure me je hotel nategniti za ring light, jaz sem njega in zdaj delamo skupaj. Tadej, debro. Kdaj bo letel Gregor Čeglaj? Gregor Čeglaj smo spustili na sporočilo, ampak gospod še ni odgovoril. Tako da vsi pište Vsi pište Čeglaju, pište članom. pište članom. Perne Klara, Pesel Maček. Ari? Sorry, jaz sem ostala pri Gregorju Čeglaju. Kaj? Kaj resel, kaj? Ja, You're content. giving him minutes of time. Okay. Content. Dobro, ja, ne. Content. Ima dosti Staš lahko brežeš to ven. Content. Staš, ti ne poslušaj tle zdaj naše goste. Ja. Veš kaj, Staš, ne poslušaj ti Mateja prej, kaj je rekel, da reži ven. Ti kar pusti. Reži ven. On pusti dosti krat te stvari. Koliko sranja sem jaz rezal van, Jure, ker si ti black. Kaj? Koliko stvari si ti rekel šele? Veš, koliko sem jaz rezal van, veš, koliko si ti dober človek zaradi mene, da bi jaz vse to pustil not, bi te ena taka lulica velika stvari za te polize. Kaj bi dal notri? Kaj? Veš, koliko si ti samo cenzuriral sebe za nalašč? V glavnem, sorry, jaz sem skrbel za te. Enkrat sem dal eno tvojo glupost, ki pač sem mogel ti dati, enkrat sem dal Dane in tudi moje gluposti pustim notri, ampak večino gluposti Jure režem fucking ven. Ti in tvoje rdeče laske jebote, Mona, samo s tem, kolikrat sem te rezal ven. Ne bem ti. Rdeče laske, kaj? V glavnem, Pesel Mačka, Ari. Pesel Mačka? Ja. Zadnji čas je Mačka. Jure. Ne vem, vseeno mi je Mačka. Pussy all the way. Staš Mijatovič,
Rimanič Dream Car od Jureta itak že cela Slovenija. Kaj je moj? Ja, vejo vsi. Uni, tvoj Porsche, GT834, kaj je. Kaj, uni je rdeč, veš, uni, ki ima 4 kolesa. Samo da mu ne poči guma. Ne, moj je Mini Cooper Countryman, ki je mini samo na... Dobro, veš, vprašanje je imelo kar dosti smisla, če si gej, ali ne? Sorry, res jak auto. Fuck off ti Porsche, ne, vrum. Jaz pač, meni niso pomembni avti. Sorry, jaz priznam, lepo zdaj na glas, meni se je lepo peljati. To je oni, veš, ko se... Peljat ali da voziš ti? Ko vozi... Peljati zraven, da sem sopotnik. Če veš, ko vozi njegova cura je tako, veš, po nogice na strani, tako, in mu drži tako rokico gor na koleno. Ja, ona mene prime za nogo, okej? In jaz imam tukaj med nogami njeno torbico in se vozimo. Bolj me kurac, meni je lepo. Zakaj mene ni vprašal, kaj je moj sanski avto? Ja, Jaz zdaj se bom ti prišel zate, na tebe, zate. ampak vprašanju ni. Ampak te bom jaz vprašal. Kaj je tvoj sanski avto? Ga nijam, ker se ne spoznam na avte. In zato smo zdaj mogli še... A vozi BMW-ja? Ne, to je od mojega fanta avto, prosim. To je zdaj lepo. vajino. Ne, moj avto je Kia Ceed. Bel, točno. Ja, cel polupan. Dream Car. Kakšen Range Rover. Samo da je veliko in škatlasto. Ali pa ti pa Suzuki Jimny, ali pa Samurai. Ki izgleda kot G-Wagon. Kaj niso cute. Ne, G-Wagon, Samo so ful dragi. Jimny. Fucking dragi. In zdaj je neka nova verzija, tipo, lahko bi vsaj dodali 600 brzino in malo več konjev, če ste ga že tako lepše naredili, a ne isti. Čekaj, zdaj sem videl na Tenerifih. Ti veš, neki imajo predelanega Jimnyja Ja, v G-Wagna. hudo. Je imel predelanega, da je imel celo masko, gor vse kot G-Wagon, majhen. Hudo. Miniature. Ja. Evo, ne poznam se na avto, ne vem kakšne znamke, ampak jaz imel enega tipo G-Wagona, ima da je full dvignjen, velike gume. 4x4. Ja, ampak Obvezno 4x4. ga lahko greš Square. bilo kam z njim. Tako, Ja. če je pločnik tak, jebat, grem čez Ja. pločnik. Imel en avto, da grem kamor čem z njim. Ilegalno Pač res, tudi. jaz isto. Ja, pač fuck off. Ilegalno. Ja, moj je full nizek. In pač moram paziti in zdaj sem rekel, ne, fuck off, hočem imeti enega. To je res drobnega. Pavement Princess, to tvoje. Ja. V glavnem še, evo, v avtih spet staš vprašal Mercedes, Audi ali BMW. Mercedes. Ari. Ne vem. Če imaš BMW-ja, rečeš BMW-ja. Dobro, okej. I guess BMW. Unik ima 4 gume. S tem zaključimo mi segment z vprašanji. Arjana, naša draga, lepa, hvala ti, ker si prišla. prišla, obiskala hvala, nas. ki ste prišli na To sem moj rekel, podcast. Ne, res, hvala, ki ste me povabili. Fakt sem hotel reči, da sem jaz rekel včeraj vsem mojim puncam, hvala, ker ste prišli. Pač. Ampak zdaj ne smem več to povedati. Ne, res. Ne, hvala, ki si prišla, Ari. Hvala, ki ste me povabili, res Ne. je bilo. Ful super, Jure. Želimo ti ful uspeha na spotu. Vsi čeknite njen nov video spot. Boste Polinkaj se, našli kje si, na kaj vrhu na link, pol bomo dali njen Instagram link. Tako da počakajte. Na Instagramu sem Arijana Lucas in na TikToku, na TikToku. na Facebooku, na TikTok je LinkedInu, na zakompliciran, ker so ful neki na črtice Tumblrju. spodaj. My God, kaj ti se lahko YouTubeu. ustaviš? V glavnem imaš Spotify. Ja, imam Ok, Spotify, Ari. V glavnem, hvala, ki si prišla, like, comment, share, subscribe. Zadnjič sem se Arne naučil, ne da 58 vas ni subscribenih, ampak če ste uživali... 58% vas ni subscribenih. Okay, ampak, če pač ne bomo več to povedali, Ja? no, opet subscribe, če ste uživali, polajkate, Stisnite subscribe, tako pogledajte membership, Tako. donirajte. en koment puste, če vam je bilo lušno, Prej. bi nam ful cenili, bi nam prišlo prav za algoritem. Valjda. Tako da ful hvala, no. Pa delite svojim sestrom in bratom, da še vam pogledate Če pa zanimiv jih podcast. nimaste, pa Jebi ga, rečete ustvarite mami si ne nov naredi. profil, pošljite si profilu in obratno. Tako, Lepa hvala za ogled, Hvala, ki ste z like, nami. comment, share, subscribe, Ari, še kaj za na konec. Konec, haha. Konec.